Ko se pripeljemo v vas Hrastje pri Kranju, naselje z nekaj več kot 1000 prebivalci, že oddaleč uzremo več kot 500 let staro podružnično cerkev svetega Mateja. Iz mogočnega zvonika kmalu zaslišimo dva udarca, ki naznanjata polovico ure. Sprehodimo se do večstanovanjske hiše v neposredni bližini cerkve, kjer zadnja 3 leta živi Katarina Rebič. Okno njene spalnice je le nekaj metrov oddaljeno od zvonika. Hrup je nevzdržen, nam pove, zlasti po noči, saj cerkvena ura bije 24 ur na dan. Ko greš spat ob 11, če greš 10 minut do 11, te ob 11 že kar zbudi, ker 11krat odbije, ob 12 12krat odbije, z vsemi temi umestnimi na 4 ure je to 29krat bitje ure v bistvu. Tako se recimo v njeni spalnici sliši tradicionalno cerkveno zvonjenje ob mraku oziroma Ave Marija. Takole je pri zaprtem oknu. Takole pa se sliši 12 udarcev ob polnoči, ko spimo. Najbolj moteče je, opozarjajo nekateri, dolgotrajno in preglasno zvonjenje o posebnih dogodkih, naprimer ob smrti vaščana. Takrat 4 bronasti zvonovi zvonijo 3krat na dan, neprekinjeno po 18 minut, 2 dneva zapored. Začelo se je ob 7, ura je 7:12 in budnica precej uspešna. Kako glasno je takrat, nam slikovito opiše tudi njena soseda. Če imaš slučajno kozarce na mizine, te kozarci malo pri luft skačajo. Posebej takrat, kadar je tako zvonjenje, kot je bilo danes, za pokojne, kjer je par minut zelo, zelo močno zvonjenje. Po njenem gre za zvočno onesnaževanje. Dajte si na telefon opomnik na 15 minut, pa ne vam samo zabrni. In potem prvič enkrat, ob pol 2krat, 3/4, 3krat, potem še uro. In potem še 12. In potem en cel kup mrtvih. In potem en cel kup donatorjev, ki so v Ameriki in sploh ne vejo, da naši zvonovi njim včasih zvonijo, ne? Živijo v spomeniško zaščiteni hiši, zato kakršnikoli večji posegi, naprimer dodatna zvočna izolacija, niso dovoljeni. Kupili smo stanovanje z odličnimi okni, mi imamo polmetrske zidove, ne? Živimo v hiši, ki je v bistvu naravno izolirana. Zakaj nimamo polken? Zato, ker spomeniško varstvo tega ne dovolja, ne? Pridruži se nam še Gašper Oblak, ki zadnjih 6 let z družino živi za cerkvijo. Nas moti samo jakost in pa količina zvonov, ki je res postane neznosna. Če ne vem, samo na otroke pogledam, recimo, ko smo se preselili, pa je bil sin slabo leto star, je v bistvu ga spravil v dir, kjer je nekako začel iskati neko zavetje. Nekateri vaščani so na isti dan ob istem času in na enaki razdalji od cerkve izvedli meritve glasnosti cerkvenih zvonov. Izmerjene vrednosti so se v povprečju gibale od 85 do 89 decibelov. Na dvorišču smo z ženo zmerila tudi do 103 decibele glasnosti, nekako je lokacija taka, da se tudi akustično ta zvok še pojača. In kakšne pravzaprav so omejitve glede cerkvenega zvonjenja? Ni jih. Kot so nam sporočili z pristojnega ministrstva, to zvonjenje ne predstavlja vira hrupa, saj okolje praviloma obremenjuje kratkotrajno. In še, da se tudi s predlogom nove uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa to ne spreminja. Kako glasno je zvonjenje cerkvenih zvonov v Hrastju, kmalu ugotovimo tudi sami. Nekaj čez 12. uro, ko po 12 udarcih za polno uro znova zvoni za pokojnega vaščana. Že zdaj je v bistvu 85 decibelov, oziroma maksimalno je prišlo do 88 decibelov, kar je po zakonu pač že 20 decibelov čez dovoljeno glasnost, ne vsaj. To je pa čez mejo vsega, no. Mislim, ne da se zgovarjati, zapiramo okna, moj pes velikrat tul, zato ker je frekvenca prevelika. Za mnenje smo prosili tudi tamkajšnjega župnika Urbana Kokalja, a je izjavo pred kamero zavrnil.
V telefonskem pogovoru nam je povedal, da sta cerkveno zvonenje in bitje ure naša kulturna dediščina, kar spodbuja tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Glede predloga vaščanov, da bi vsaj v nočnem času ukinili bitje ure, nam je odgovoril enako, da ga ne bodo, ker je to naša kulturna dediščina. Najprej sem se obrnila na gospoda župnika, ki se ni želel pogovarjati o teh stvarih. Potem sem se obrnila na nadškofijo. Takrat, ko sem se na nadškofijo, sem se tudi na inšpektorat, pa na občino Kranj. In na nadškofiji so me napotili, naj se pogovorimo z župnikom, da je to njegova pristojnost. Vaščani trdijo, da so se župnikom dobili na enem samem sestanku februarja lani, a dogovora niso sklenili. Župnik pravzaprav se niti ni pogovarjal z nami, se je pooblastil ključarja svojega, ki je zadolžen za to, da se pogovarja v zvezi s to problematiko. On pa očitno nima empatije in razumevanja za naše težave. Tudi ne živi v bližini cerkve, da bi vedel, kako to izgleda. Obrnili smo se tudi na ključarja Marjana Kadivca, ki nam je zatrdil, da se je pogovoril z vaščani in da je vse v zapisniku sestanka. V njem med drugim piše, da je župnija naročila strokovnjaka, ki je za tišje zvonenje predlagal menjavo mehanizmov zvonov. Okvirna cena 50 000 evrov. Cerkev se financira z donacijami in darovi vernikov, zato so vaščanom, ki jih moti preglasno zvonenje, predlagali, da sami zberejo sredstva. Ne more gospod župnik ponuditi, vam bomo ugasnili zvonenje, če daste 45 000 evrov. Oprostite, gospod župnik, mislim, ne, vi ste bili ta prvi, nam ste dali dovoljenje, mi smo se preselili, stvar je dogovora, saj glede takih normalnih ljudi, pa ustanov, ki delajo za dobro ljudi, kot se cerkev tudi vedno imenuje. Kaj na vse to pravijo na ljubljanski nadškofiji? Potrjujejo, da so se pogovorili z župnikom in izvedeli, da so v Hrastju vaščani navdušeni nad zvonenjem. Med njimi pa da je tudi nekaj posameznikov, ki so se priselili v to vas in jih zvonenje in nočno bitje ure motita. Po njihovem ne gre za vprašanje, kako bo župnik uredil zvonenje, pač pa, kako se bodo med seboj dogovorili vaščani. Zapisali so tudi, da podružnica nima denarja za menjavo mehanizma zvonenja in da bodo, ko bodo zbrali vsaj polovico denarja, naročili projektno dokumentacijo in pridobili zavezujočo ponudbo. Priseljen zgor ali pa dol, mislim, da, tako kot sem prej rekel, nikogar ne žalimo s tem, ker hočemo pač po noč imeti mir. Tudi mislim, da naznanjanje časa cerkvenih zvonikov ni z nobeno tradicijo povezan, ker če sem vprašal babico, 94 let staro, je rekla, ja, ključar je prišel, je Marijo odzvonil, potem je šel pa spat, se ni bil celo noč na zvoniku, pa na 15 minut udaril na zvon. A župnik Kokal ustraja, vse to je treba sprejeti, če živiš blizu cerkve. Kot je on sprejel, da je za župniščem, v katerem živi kmetija z več kot 40 prašiči in odkoder se širijo neprijetne vonjave, čez zrači prostore. Ter da nad njegovim stanovanjem vzletajo letala, ki povzročajo hrup. Ustrajajo pa tudi vaščani. Za Slovence velja zakon o javnem redu in miru in v bistvu je odlok, ki je spremenil zvonenje, da ni hrup, nepravičen do vseh ostalih. Tako da jaz mislim, da je zdaj čas, da se ta odlok spremeni oziroma da se s cerkvijo dobi dogovor, kaj ta zvonenje sploh pomeni. Za konec pa še odgovor z mestne občine Kranj, ki vaščanom Hrastja sicer ni mogla pomagati. Tam so prepričani, da tudi v njihovem primeru velja pregovor: lepa beseda lepo mesto najde. Kot pozitiven primer navajajo kranjsko cerkev svetega Kancijana, kjer je župnija po pritožbah občanov zmanjšala jakost zvonenja ter omejila nočno bitje stolpne ure.